Daj mi roko. Kaj, ne, bom kaj? Ma ne dam ti roke. To je naredil zato, ker je komi AIDS preživel, pa ne AIDS, oprosti, kaj imaš zdaj? To, omikron. Dober večer vsem. Joj, koliko vas je. Danes imamo pogovor o Ukrajini z dvema prijateljima, ki jih ni treba posebej predstavljati. Slavoj Žižek, pisec, filozof, profesor, igralec, skratka, vse živo. In Ervin Hladnik Milharčič, novinar, bivši urednik Sobotne priloge, pisec, kolumn za Dnevnik, dopisnik iz Amerike, Bližnjega vzhoda, skratka od posod. Bil je tudi v času napada na Ukrajino v Ukrajini. Kasneje boste seveda o tem kaj več povedala ona dva. Jaz bom počas utihnil in dal obema besedo. Slavoj Žižek, Ervin Hladnik Milharčič. Dober večer. A dela to? Ja, dobro, izvoli. Kar tako. Dobro. Ne prosim pričakovati preveč, jaz sem v resnici na pol bolan, tudi ne pričakovati neke teorije, jaz bi šel bolj samo v preprosto ozadje, kaj mogoče marsikdo od vas ne ve. Začel bi, da res ne zgubljamo čas, s tem. To je del programa Sadovi jeze. In to ni, stvar ni v tem, da jeza, ali čeprav to ni isto, jeza, srd, bes, da je to samo ena od tem, ki postajajo danes aktualne, kot je moj prijatelj, čeprav politično desni, ni pa neumen, Peter Sloterdijk, povedal, ne vem, če je knjiga prevedena v slovenščino, Čas in srd, Zeit und Zorn, seveda varianta na Heideggera, bit in čas, ne čas, pardon, sein, bit in jeza. Sam začetek tako imenovane zahodne zgodovine se začenja s srdom. Kaj je začetek, vsaj uradno? Je Iliada, ne? Kaj je, citiram Sovretov prevod, prvi vers Iliade? Pesem boginja zapoj o jezi Pelida, Ahila, srdu pogudnem in tako dalje. Tako da vprašanje, in o tem bosta upam jutri Mladen Dolar in Robert Faller govorila, vprašanje ni v tem, a smo danes v dobi srda, jeze, to je bilo skozi. Vprašanje je samo periodizirati to. In mogoče iz današnje izkušnje bi bilo boljš kot to staro Marksovo, vsa zgodovina doslej je zgodovina razrednih bojev, reči, vsa zgodovina doslej je zgodovina jeze. Samo različne faze. Gremo naprej. Začel bi z nekim odlomkom, tako bo. Prvo boste mene prenašali dobrih 10 minut z dvema odlomkoma, pol pride ta pravi odlomek, če tam ne boste vstali in ploskali jih združno izključva, pol pa boš ti mal in tako naprej. Jaz bom nekaj rekel zdaj, ker ne bo Ervinu všeč, pa tudi meni ne, pa Blažu še posebej ne. Midva sva, to ni vic, le odprta za dialog, kar pomeni, če vas neki na vljuden način, ampak tudi prekinete me lahko. Če se vam neki zazdi izjemno sporno, pejmo v to, pa me prekinite. Dobro, prvi odlomek čisto nobene veze nima z Ukrajino. Mislim pa, ampak če niste veliki poznavalci Hitchcocka, ne boste ugotovili zakaj, mislim pa, da neki ne sam ta odlomek, ampak okoliščine tega odlomka povejo nekaj edinstvenega, kar bi bilo dobro danes vedno, kako se temu reče, držati v umu, biti pozoren na. Se pravi, prosim, tehnika, prvi odlomek, Hitchcock, preden to je Torn Curtain, raztrgana zavesa, je film o
nekemu znanstveniku, igra ga Paul Newman, ki se odloči, da emigrira v vzhodno Nemčijo, ker ima dovolj ameriškega imperializma in tako naprej. Je pa v bistvu dvojni agent, seveda, pri Hitchcocku desničarju. In gre v vzhodno Nemčijo samo zato, da bi tam od nekega top fizika dobil neko formulo in potem spet šel na zahod. Tam se dela, da je njihov v vzhodni Nemčiji, gre pa z ukradenim avtom, ne vem kako, na neko kmetijo, kjer mu neka zahodna agentka, preprosta kmetica, pripravlja pot na zahod, ampak ključna oseba je ta bad guy, Stasi agent, ki mu sledi in vidi, da je izdajalec, Gromek, igra ga zahodno-nemški igralec, ki ima, samo zaradi njega vam to kažem, Wolfgang Killing, in to je klasični Hitchcockov prizor, ker je umor prikazan s stališča sočutja morilcev. Kako težko je pravzaprav nekoga ubiti, ti brca nazaj in tako naprej. Ampak bomba je, če poznate okoliščine. A bo šlo prvi odlomek? No, zdaj mislite, da sem nor. Sem. Ker to nima nobene veze ne z Ukrajino, ne z ničemer. Je pa mislim Kako zdaj to zvezo? Ti bom Z povedal. našimi junaki. Kaj? Kako bi z našimi junaki? Tako, da povem prvo zgodbo tega igralca, ki igra bad guyja, Gromeka. Ne Paul Newman, ne una kmetica, ampak to je Wolfgang Killing, ki je bil, zdaj pa govorim o resničnem, tako imenovanem, resničnem življenju, ki je bil zelo popularen nemški, zahodno-nemški TV in filmski igralec. Film je bil posnet, ta scena leta 65, malo prej, v zahodni Nemčiji, in ker je bil dovolj tam znan, ga je seveda Hitchcock najel za to vlogo, se je pa nekaj edinstvenega potem zgodilo. Ko so delali post-production jeseni leta 65 v Los Angelesu, ne vem, kako poznate ameriško zgodovino, so tam izbruhnili tako imenovani, mislim, da se jim reče Watts riots, prvi veliki črnski upor. Črnci so začeli demonstrirati, pa tako proti neenakosti, in policija je posredovala. In jih je tako grobo upornike zatrla, ne vem, koliko so jih postrelili in tako naprej, da, glejte zdaj ironijo, ta igralec, Wolfgang Killing, ki tukaj igra Stasija, in ves film je o nekom, ki emigrira v vzhodno Nemčijo, ampak lažno, zato da bi tu bo podatke pa spet jih sporočil Zahodu. Ta igralec, preverite Killing, K-I-L-Ing v Wikipediji, ga je tako pretreslo, kaj je videl v Kaliforniji, brutalno nasilje, da se je po snemanju filma vrnil v Nemčijo in emigriral v vzhodno Nemčijo, kjer je ostal do leta 88, se mi zdi, ko je umrl in tam nadaljeval kariero. Zakaj pride moj nauk, ti ga ne boš resno vzel? Moj nauk je to, kdo bi bil današnji Wolfgang Killing? Nekdo kot, recimo, Edward Snowden. Ne, a veste, kako bi rekel, živimo v tako norem svetu, da so tudi ljudje, ki so se znašli v Rusiji, ki se morajo delati, čeprav Snowden se tega vzdržuje, se mi zdi, da bi spadil, da podpira Putina, ampak so se znašli tam, ker so dejansko žrtve zahodnega svobodnega sveta. A ni žalostno, kako so zdaj zginili Snowden, Assange, ki je še vedno tam v samici, popolnoma noro in tako naprej. Se pravi, sam to sem kot reči, ne poenostavljati podobe. Vedno moramo imeti tudi v očeh norosti, ki se lahko dogajajo. Moj drugi odlomek, ta pa, ne se ustrašiti, konc je mojih norosti, ima veze, in sem tlo tebi hvaležen, ti si me opozoril na ta odlomek, ker vsi smo samo
poznali oziroma imamo še v umu Putinov govor 23. februarja letos, ko je najavil samo posebno vojaško operacijo, ampak 2 dni prej je imel govor, ki je mogoče še bolj ključen, mislim, tam reče marsikaj. Tam skuša Putin razviti, kako bi temu rekel, genezo ukrajinske krize in jasno, kako levičarji o tem neradi govorijo. Kdo je the main bad guy? Kdo je glavni krivec za Putina? Lenin, seveda. Tukaj ne samo, da reče, tiskar je tudi pol ponavljal, da si je Lenin izmislil Ukrajino, tukaj zelo jasno, ampak nisem hotel predolgega odlomka, reče, da je Lenin zaradi tega vztrajanja, da mora Sovjetska zveza biti zveza držav, kjer ima vsaka država, republika, polno pravico tudi do osamosvojitve. In Putin v odlomku, ki ga ne boste slišali, znori na to, češ Lenin. In kot good guy nastopi Stalin, ki pa je takrat že videl nevarnost. Potem pa pride trenutek čiste norosti, ki smo ti najn opozarjal, svet hvala, kjer Putin uporabi neko formulo, seveda s kruto ironijo, s katero se pa jaz globoko strinjam. Še drugi odlomek, ta je veliko krajši, minuta pa pol, prosim. В стране в то время и после гражданской войны, накануне, была невероятно сложной, критической. Сегодня хочу только сказать о том, что все было именно так. Это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, которые буквально втиснули в состав Украины. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Возвращаясь к истории вопроса, повторю. To se mi zdi edinstveno, kar on tukaj reče, seveda z vso ironijo Putin. Hočete dekomunizacijo? Ja, se strinjam, zato mi prihajamo. Ja. In da ne bom preveč vlekel še nekaj podatkov, pol pa pustim tebi, edini, ki je to do konca zastopal, zato ga vseeno celim, je Trotski. Trotski je v enem svojih zadnjih tekstov, že v Mehiki napisanim leta 1939, z naslovom Problem Ukrajine, absolut zastopal stališče, da mora biti Sovjetska zveza tudi v resnici zveza republik, ki imajo pravico do polne osamosvojitve, suverenitete. In potem Trotski zastavi vprašanje, zdaj bojo pa rekli boljševiki, to je groza. In veste, kak je odgovor Trotskega? Kaj je pa tako groznega na tem? To je pravi proletarski internacionalizem. Se pravi, zdaj samo še kratek zgodovinski pregled Ukrajine, ki marsikaj tudi pove. Pod carsko Rusijo seveda je bila ukrajinščina prepovedana, samostojna kultura in tako naprej. Ko je Rusija začela zgubljati vojno in razpadati in po oktobrski revoluciji, je Ukrajina se poskušala osamosvojiti par let. Imela je celo, meni se zdi, da v letu 2021-2022 neko samostojno vlado, ki pa, dobro, je bila desna pa kaj, ampak
je bila v sporu z bolševiki, samo pazite, bolševiki so imeli takrat dejansko podporo med ljudmi. Zakaj? Bom takoj povedal. Ker tudi Poljska je takrat igrala, pustimo to, umazano igro, ampak bistvo je v tem, kar se danes ponavlja. Potem, ko so bolševiki zmagali in na tem Putin jamra, so dali, pustimo samostojnost, ampak so dali izjemno gospodarsko in predvsem kulturno avtonomijo. Ukrajina, tukaj ima Putin prav, je nastala kot polno oblikovana nacija v letih 23 do 29-30. Takrat se je vse začelo. Prvi slovarji, gramatika, literatura, izjemna umetniška svoboda. Recimo, kdo mi je to pravil? Ti, nekdo, da so takrat na neki ukrajinski akademiji in sta bila skregana kot psa, sta se izogibala, sta skupaj delala Mark Chagall in kdo je risal one kvadrate črne na belem, pa to. Kandinsky. In ne Kandinsky, Malevič. Malevič, ja. Malevič, ja. Tako da, to je bilo izjemno vrenje. To priznajo celo Ukrajinci. Nek film so posneli o holodomoru, kjer prikažejo sedanja Ukrajina, tista leta kot zlata leta. Potem pa največji genij človeštva, tovariš Stalin, zavzame oblast in se začnejo dogajati stvari. Prvo imate holodomor. Jaz se ne strinjam, da je to bil poskus genocida, prav. Ne poznajo Stalina, tisti, ki tako razmišljajo. Stalina ni to zanimalo. Stalin je hotel dati lekcijo na primeru Ukrajine vsem. Njegova vizija je bila, kmete je bilo treba zlomiti za vsako ceno. In dajmo to fokusirati, ker so se kmetje najbolj upirali na Ukrajino. Zdaj pride pa naslednji neverjeten podatek. Ne vem, če to veste. Vprašajte se preprosto vprašanje. Stalin je s kolektivizacijo hotel vzeti vsem kmetom, ampak egzemplarno v Ukrajini zemljo. Od kje so pa ti kmetje dobili zemljo? Ne od prej. Z oktobrsko revolucijo. Ne pozabite, Lenin je bil tukaj, marsikaj mu je za očitati, ampak velik pragmatik. Geslo oktobrske revolucije ni bilo socializem delavske pravice. Geslo oktobrske revolucije je bilo mir in zemlja. Se pravi, ven iz prve svetovne vojne in zemljo kmetom. Če mi ne verjamete, pejte na YouTube Bertrand Russell, kratek intervju, kjer poroča leta 19 ali kdaj, ne vem, je obiskal Moskvo in se srečal z Leninom. In prvo vprašanje Russella Leninu, Bertranda Russella, filozofa, je, pa kaj vi delate? Delate socialistično revolucijo, prvi veliki akt, ki ga naredite, je pa, da date zemljo individualnim kmetom. Gremo naprej. Težave se niso končale pol leta 92, ko so lakoto obvladali. Pol imamo leta 34 do 36 čistke. Če mislite, da so običajne čistke bile nekaj, tako, kako bi rekel, hudega, to ni nič proti temu, kar se je dogajalo takrat v Ukrajini. En podatek. Meni je tako perverzno všeč. Ukrajinski centralni komitej partije je imel leta 34 okoli 200 članov. A veste, koliko od teh 200 ljudi je bilo še živih 2 leti kasneje? 3. Temu pravim jaz čistka. Skratka, Ukrajinci jih razumem. To je bila neka takšna grozljiva travma, ampak, da ne bom tukaj vlekel, samo še par pojasnil, se opravičujem za zmedo. Putin veliko govori o ruski tradiciji, kaj je njihovo in tako naprej in tako naprej. To je splošna misel, ki jo bom zdaj dal. Poslušajte, jaz ne vem, ampak jaz bi sploh prepovedal govoriti o, me zanima, če se boš ti tukaj strinjal, o kakršnikoli
dolgo zgodovinski upravičenosti do česarkoli. Če že razmišljaš po Putinovo, to je naše in tako naprej. Poglejte sedanji zemljevid Evrope. Vse nekako gre, imate pa tisti madež, a bil tam, tisti povsod bil, me zanima, Kaliningrad. Ja, poslušajte, če kakorkoli razmišljate zgodovinsko, A ti nisi bil Kaj? Nisi šel na kanto v grob. Ne, jaz cenim Kalinina, ampak pustimo se. No. Ne, hotel sem reči nekaj drugega. Da če, ja, to, ki si rekel, če kaj je to bilo do, ne vem, kdaj so ga Rusi zasedli, pol 44 ali 5, je to čisto nemško vzhodna Prusija ozemlje, če že kdo bi si ga lahko lastili ali sama Nemčija, ali mogoče Litva ali Poljska, ki so bili mešani. Nikakor ne Rusija. Ampak a pravim, da morajo to narediti? Ne. Moj osnovni nauk je ne bezati po tisočletni zgodovini, ker dvigneš prah in je groza. In tukaj še posebej danes tako ga lomi politična korektnost, na primer. V Ameriki je popularen izraz za Indijance, ker je to politično nekorektno in se poznate moj star vic, ko sem z njimi govoril, mi je en Indijanc rekel, da tako sovražijo izraz Native Americans, ne, češ, a vi ste pa Cultural Americans, da potem so jih začeli imenovati First Americans. In zdaj so etnologi dokazali, da niso prvi, da so oni že naredili pokol prej. To je nonsens, sej to, kdo je prvi, tja do Izraela. Izrael, vsi moji judovski prijatelji so ateisti, ampak pravijo, to je njihovo stališče, Bog ne obstaja, vseeno nam je pa dal to zemljo, ne, to paradoksi. Ampak berite Biblijo. Kako jim je Bog dal? Prišli so na hrib, kako to Slovenci rečemo, Joshua, Jozue, tako, tisti po Mojzisu, ne, gledajo dol in Bog pride in reče, to so zlobni ljudje, seks, divji, vse pobite. Ne samo moške, ženske, otroke, krave, kokoši, živali, vse. In tako so naredili. A treba to Judom očitati? Seveda ne. Takrat so tako delali. Samo, če že govorijo, to je izvorno naše, ne? Kaj so pa oni naredili s Kanaanom? Kanaan je bila prej država, ki se bolj ali manj točno ujema z današnjim Izraelom in zanimivo je to, mi pravijo moji judovski prijatelji iz Izraela, da... To veš, da to je temelj antisemitizma. Kaj? Imam par judovskih prijateljev. Ja. Kaj? To je kriterij antisemitizma, moraš paziti. Ja in kaj, ne smem tega reči, ti to Biblijo citiram. Je Biblija prepovedana? V določenih okoliščinah, ja. Ja, to, saj sva prijatelja, si naslednik Stalina, ja ne, to hočem reči, kako danes, tudi jaz poznam desničarje, te sioniste v Izraelu, a veste, da mnogi med njimi ironično imenujejo Palestince Kanaanci, ker čez vaš pa čaka to. Gremo naprej, da se res ne bom zgubil, sej boš tudi ti imel besedo. Kaj? Pa pejt poslušati neko tam glasbo, kaj. Naslednja groza, samo še par točk. Pojem, ki se ga omenja celo pri nas nekateri, Evroazija. Ljudje res ne poznajo zgodovinske geneze tega pojma. Ideja, sama Zahodna Evropa je prešipka, samo v povezavi z Rusi lahko obvlada obe nevarnosti. Sporoči in kje boš pokopan jutr, pa da bodo ti rože nosili med Ameriko in Kitajsko. Evroazija je izraz, ki je bil skovan kot politični koncept se strani ruske bele emigracije, Ivan Iljin in par drugih v 20 letih, ki so bili sicer proti oktobrski revoluciji, so pa rekli,
daje pa oktobrska revolucija, s tem, ki je v vojni z Zahodom, izjemno priložnost, da se odcepimo od Zahoda in postavimo svojo kulturo, ki, kot vsi fašisti rečejo, je zmirna, nekje na sredi. To je fašistična teorija, ni mi smo ekstrem. Fašistična teorija je, recimo to je Franco imel lepo, ali pa Pinochet v Čilu. Na eni strani so komunisti, vse je socialno, družba, na drugi strani kapitalisti, individualizem, mi smo prava organska sredina. In ime, ki so ga uporabljali Evroazijci, je fašizem. Poglejte v Wikipedijo, Alberte, kjer v njegovo knjigo, ta slavni Ivan Iljin. On je ta nauk evroazijski imenoval avtentični ruski fašizem. Ko so ga vrgli ven boljševiki, je prvo šel v Italijo, potem v Nemčijo in je kritično podpiral Mussolinija in Hitlerja, ampak mu ni bilo čisto všeč, ker je dobro detektiral, da predvsem nemški nacizem v vsem svojem nasilju je že preveč zaznamovan s protestantizmom z Zahodom. In kot je on rekel, samo Rusi bi lahko naredili pravi fašizem. Samo za zaključek, pa the show is yours, še par točk, še par resnic preprostih. Veste, kaj je naša skrivnost, nas Zahoda? Po mojem je bil trenutek resnice, a se spomnite 2-3 dni po ruskem napadu, konc februarja, ko je Zahod ponudil Zelenskemu letalo in je on, nek speechwriter mu je to napisal, dal tisti slavni odgovor, ne rabim prevoza, rabim naboje, bombe ali kaj, ne? Ampak to je bila, jaz trdim, želja tiha Zahoda. Naj Rusi hitro pravijo, bo takoj mir, se bomo pol pogajali, bomo protestirali, ampak bo šlo. Dejansko, de facto, je bilo blazno zoprno presenečenje za Zahod, da so se Ukrajinci nepričakovano kar še upirali. In še zdaj se to pojavlja. V kaki obliki? A ste opazili nekaj izjemno nenavadnega? Prvo to, res prihajam na konec, tista zgodba, ki sem jo tolkrat uporabljal, ne vem kje, tista argument preko Freuda zlomljenega vrča. Ti mi posodiš vrč, jaz te ga vrnem zlomljenega. In moja obramba je A, vrča mi nikoli ni sposodil, B, ko sem ti ga vrnil, je bil cel, in C, že ko si mi ga ti dal, je bil zlomljen. A ste opazili, kako tisti, ki zdaj simpatizirajo z Rusijo, uporabijo na podoben način 3 argumente. Prvič, in ti so mi najbolj gnusni, ta splošni pacifizem. V pomenu, če dajaš orožje nekomu, s tem spodbujaš vojno. Orožje nikoli ne prinaša miru. Temu jaz pravim levi belogardisti danes. Ker to je natančno argumentacija 41, če gledate, partizani so nori, nimamo šans. To se pa dosti razvija v zelo zanimiv podargument. A ste opazili, kako ti isti ljudje, da se ne kregam tukaj, bom šel na tujce, celo moj prijatelj, s katerim sem tukaj z njim sedel, zaradi česa nisva več prijatelja zdaj, Varoufakis, je šel na to, potem Noam Chomsky, pa še par drugih, poudarjajo, da kako, a se spomnite te lajne, ukrajinski odpor je norost, ker Ukrajina ne mora zmagati. Zdaj, ko Ukrajina, vsaj zdaj zgleda, zmaguje, so pa obrnili karte, pa govorijo, ja, Ukrajina zmaguje, ampak ne more zmagati, ampak ne sme preveč zmagati, ker bo to razburilo Putina. In lahko Bog ve kaj naredi in tako naprej. Tako da to se mi zdi grozljiva nedoslednost, ampak torej, to je prvi argument. Splošno
mirovni. Prvi. Drugi argument je navidezno konkretni. Vsi so krivi, niso samo Rusi. Ja, seveda, to je načelno res za vse. Oprostite, tudi zavezniki so med drugo vojno delali grozote. Bombardiranje Hamburga, sem govoril že pred 40 leti s starimi Hamburžani, še zdaj jih je groza. Veste zakaj? Zato, ker so centrirali na delavska predmestja, ker zahodni koncept je bil demoralizirati navadne ljudi. Vsi bogati predeli z vilami so ostali, da o Dresdnu ne govorim. Ampak kljub vsem tem empiričnim dvomom se ve, kje je bila resnica. In nočem preveč vleči, ampak bom šel na tretjo točko, ki se mi zdi pa tudi tako nizka, ta pragmatična. Se pravi, imamo to načelno, nikoli orožje vedno vojno. Kaj je še narobe s to teorijo? Recimo, da danes, pa ne verjamem, mogoče ti verjameš, da se bližamo neki točki, ti nič ne verjameš. Ne verjamem Boga. Kdo je tvoj Bog? Ja, kdo je tvoj Bog? Sem močni. Ne, hočem to reči resno. Glede orožja pravijo danes mir, ampak se ti ljudje zavedajo, še posebej, da so proti temu, da se NATO umešuje. Ampak se ti ljudje zavedajo to, da smo danes v neki poziciji, ko se celo idiot kot Elon Musk oglaša z nekimi predlogi, to, da je danes, čeprav se ne bo realizirala, neka luknja za mir možna, to je natančno zaradi zahodne pomoči. A nas je tako sram priznati, in to rečem kot levičar, trockist celo in tako naprej. Ne, trockist sem jaz. Kaj? Ti si stalinist. Jaz sem trockist. O tem se bomo, ko boš v Gulagu pogovarjala. Ja. Ne, resno govorim to, a nam je tako težko priznati, a je tako imenovana levica tako zaljubljena v to, da mora biti vedno na strani loserov in tako dalje, a nam je tako težko priznati, da je ob vsej spornosti NATO, jaz sem napisal knjigo proti intervenciji NATO v Iraku in tako naprej, da je tukaj pa enkrat po dolgem času smo imeli primer uspešnega, ob vsej korupciji v Ukrajini, uspešnega ljudskega odpora. Z izjemno močno vlogo žensk tudi v ukrajinski vojski. Ja, Ukrajina je bila grozljivo na nivoju Rusije, grozljivo kontrolirano od oligarhov in tako naprej. Samo mislim, da bo Ukrajini dala ta vojna možnost, in zdaj se že začenja pravi spor, ko ji kaže dobro. Kaj bo potem? Zahod že steguje prste. Boste morali, tako kot Slovenija pod Bratuškovo vlado, se spomniš, ki je pritiskal Zahod, to morate privatizirati, to. Ta pritisk se že začenja, hkrati pa o tem se pri nas ne piše. Se začenja rečemo mu delavsko gibanje, sindikati in tako naprej, ki so se izjemno izkazali. Ta bogati Rusi oligarhi pri nas so pokupili 2 hotela, kjer zdaj uživajo zdi se mi, da v Rogaški Slatini, ali ne vem, kje, Radenski, ne? In mislim, jaz vidim, ne pozabite še neki, Zelenski. Je zanimivo pogledati to serijo, je predolgočasna, začetek sem. On na podlagi tega je postal predsednik, ker je igral predsednika. Ampak, a veste, kak predsednik je on v TV seriji? Predsednik, ki je zgrožen nad oligarhi. In on proba narediti, še vedno mi prijatelji pravijo, to. Dela kompromise pod pritiskom Zahoda, ampak in kar se pa tiče ruščine, pa tega prepoved ruščine, ja pa treba Zelenskega prepovedati. A veste, da je ta njegova TV serija posneta v ruščini? On je bolj tekoč v ruščini kot v ukrajinščini. Ampak dobro, tukaj je veliko več drugih. Se pravi, še tretji razlog, najbolj grozen meni,
spet se vračam k tretjemu, je pa ta zahodni pragmatični mirovniki. Govorijo o načelih, to orožje nikoli ne pomaga proti orožju, potem pa čist pragmatično rečejo, pa se nam to ne splača, se bomo samo sebi škodili, gospodarsko, energija bo dražja in tako naprej. In zdaj pa res končam, edina simpatična figura so mi tukaj nemški zeleni. Zakaj? Zato, ker tudi pri tistih, ki podpirajo Ukrajino, je načelen pristop ta, kako pomagati Ukrajini, da pa ne bomo preveč sebi škodili, da bi ostalo čim bolj tako, kot je pri nas. Zeleni, nemški, kakorkoli so, kompromisarski, vse, kar hočete, so pa naredili edini pravo gesto, ki je ne samo kako pomagati Ukrajini, tudi z orožjem, ampak zakaj ne bi izkoristili ukrajinske krize, zato da se mi, če bo pomanjkanje olja in tako naprej, petrola, da se preusmerimo bolj ekološko. Se pravi, izkoristiti ukrajinsko krizo za našo lastno ekološko preobrazbo. Ne samo gledati oviro v ruskem napadu, gledati možnost, da nekaj naredimo za splošno ekološko dobro in za naše dobro. Če verjameš ali ne, sem končal. Alhamdulillah. Še en droben detalj si spustil, prej, ki si Trockega citiral. Kaj, tvoja vloga v ukrajinski? Je velika, ja, ampak lahko jo daš na stran. Trockij je doma iz Hersona. V srednjo šolo je hodil pa v Odeso, preden je šel zmagati v oktobrski. Kje je pol tisti zapor? A veš, kako je jim prišel do imena Trockij? Daj 5 minut, da je mir. Skratka, zakaj si jaz le sploh upam govoriti o Ukrajini v tej družbi? Iz enega drobnega razloga. Da naslednji dan, oziroma tisti dan, ko se je vojna začela, sem jaz pisal za moj časopis članek o začetku vojne in v njem sem napisal, da se bo Ukrajina branila, da ima vojsko z 8 leti izkušenj in izurjen oficirski kader in da Rusi ne bojo, oziroma da vojska Ruske federacije v tej vojni ne bo zmagala. Zdaj nisem napovedoval, ampak to je bila podmena. Najbolj, ko sem prišel nazaj v Ljubljano, me je Marcel vprašal, kaj se ti je zmešalo ali kaj, bo Ukrajina porazila Rusijo in sem rekel, ja, bo, sem navedel razloge in sem rekel, zato je treba jih pomagati z orožjem, poslati vse, kar imamo in se potem veseliti zmage, ko izpeljejo kontraofenzivo. Takrat sem med prijatelji, ki jih imam manj kot ti, mislim pa, nimajo s Čomskega in Varoufakisa, ampak med temi sem veljal za zmešanega. Tako, te, ki te imajo radi, so rekli, da je Ervin. Si odletel, in zdaj zaradi tega še v mojem poklicu biti prvi šteje, jaz, kolikor jaz vem, sem jaz prvi rekel, da bojo Ukrajinci zmagali, sem bil sredi morja defetizma, zato si tle upam govoriti popolnoma optimistično. Zdaj, vprašanje je seveda to, ki ga bi jaz potem zastavil, kako to misliti, godljo, v katero smo zašli in rad bi ustvaril prostor za razumevanje tega, kje smo se prav človeško znašli, da ti, ki si psoval Amere, zelo inventivno, moram reči, to invaziji na Irak, zdaj navijaš za NATO-ovo praktično intervencijo in me zanima, kako si prišel, kakšno evolucijo si opravil od iskrenega stalinista, trockijska, buharinovskega pleha, karkoli kar ti v tistem trenutku šteje kot vrednota, kako si od tam prišel sem, da te zdaj tvoji prijatelji psujejo kot agenta, na moje veliko veselje, oboroževalne industrije. Ampak to bi te pol vprašal. Najprej bi pa rad povedal, kako sem jaz prišel do tega sklepa, ki je zvenel noro.
Prišel sem s pomočjo enega od velikanov našega časa, ki je nepriznan, v nekaterih krogih pa šteje. Ime mu je Oleg Gazmanov, rojen je v Kaliningradu, tako kot Immanuel Kant in Hannah Arendt. Ne? In bi prosil, če se odvrti njegov prispevek k razumevanju ukrajinske. A jim dava še skupno opozorilo, če ne bojo oni vstali in ploskali, Bova midva. bova midva. Ja. Ok, prosim, Oleg Gazmanov. Ma sedi, ne motiš tako. Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна. Сахалин и Камчатка, Уральские горы — это моя страна. Краснодарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ и Прибалтика тоже. В Советском Союзе сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин — это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин — это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на память. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Олимпийское золото, старты победы — это моя страна. Жуков, Суворов, комбайны, торпеды — это моя страна. Олигархи и нищие, мощь и разруха, КГБ, МВД и большая наука. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский, нефть, алмазы, золото, газ, флот, ВДВ, ВВС и спецназ, водка, икра, Эрмитаж и ракеты, самые красивые женщины планеты, шахматы, опера, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединилась в союз. Вместе наши предки сражались в бою, вместе выиграна Вторая мировая война. Вместе мы самая большая страна. Слушать границы без визы нельзя. Как вам без нас? Озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. О, я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. О, я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Zdaj, Oleg Gazmanov igra veliko vlogo v mojem življenju. Ne, če bom jaz tam ti biografsko vzel 5 minut, pol ti bom pustil vse ostalo. Bil februar
2014. Jaz sem prišel iz Kijeva v Simferopol, prestolnico Krima. Ponavadi se, če pogledaš po časopisih, piše Jalta, prestolnica Krima, Sevastopol. Ni. Simferopol je prestolnica Krima. Sem prišel v Twingotu, v noč ležal tam iz Kijeva, sem rekel, da neskončna je Ukrajina. Ne? In sem prišel v Simferopol, ker sem slišal, da pač prihajajo Rusi. In sem šel v center mesta na Leninov trg, prišel sem po bulevarju Vladimira Iliča Lenina, tako je bil, mislim, da Puškinov bulevar, tle je bil pa avenija Oktobrske revolucije, vmes je Leninov trg s spomenikom Leninu. Ne? Na odru nek tip, rock band, poj, Ukrajina, Krim, Moldova, Jara, Jaz poslušam, rečem, je prišel Bruce Springsteen, to je Born in the USA. To je Born in the USA prevedeno v ruščino, je zdelan v... Ti znaš rusko, jaz ne znam, mislim pač... Ne, on dopolni, ti si je samo Born in the USA, tukaj pa ponovi, rojen v Rusiji in narejen v Rusiji, še dopolni. Ja. Sred Simferopola je bil koncert. Njegov band se kliče, ni kombinat, ampak je nekaj podobnega. Se bom spomnil, so prišli Rusi na Krim. Tisti brez uniforme še, brez... Ja, ampak prvi je prišel rock'n'roll, okrog so pa vozili nočni volki. Ne? To je bajkerski gang s Harley Davidsoni. Tam ni bilo enega Urala, sključno Harley Davidson, kirurg Aleksandr Zaldostanov je njihov šef, ne, je tam bil na Harleyju 3000 Electric, klasična mašina iz 70-ih let. Ne, in koncert ruskega. Jaz sem vprašal, kdo je to, sem rekel, to je nekdo, ki je popularen v Moskvi in sem ga ignoriral, sem se hotel z Zaldostanovim pogovarjati, zato ker je fantastična figura, kot za Hells Angels. In prvi so na Krim prišli nočni volki, rock'n'roll, in potem je prišel Wagner v črnih uniformah z maskami. Ne? Zdaj, ta koncert je šel mimo. Ne? Ampak eno leto kasneje je Oleg Gazmanov igral na istem trgu, o prvi obletnici. Je bil Krim že osvobojen. Po prvi obletnici priključitve Krima Rusiji, ker to se ob tem cirkusu, o teh referendumih se pozablja, da en referendum so že speljali. Ne? In potem je igral letos 17. marca, ko so 8. obletnico priključitve praznovali v Moskvi, nekaj posnetkov z tega, kar ste gledali, je z tega praznovanja v Moskvi letos. In mislim, zdaj sem imel COVID, imaš prav, prejšnji teden nisem VPN-a imel naštimega, da bi sledil tej fešti, ka mislim, da tudi tam igral pol na Rdečem trgu. Ne? In zakaj Gazmanov meni odprl oči? Ne? To, kar on poje, Ukrajina, Krim, Moldova, tudi Balti, Gruzija in tako naprej, to ni nekaj, kar je nastalo letos ali pred par leti in tako naprej. To je program obnove, umetniška interpretacija politične vizije Vladimirja Vladimiroviča, kar pa jaz, kar rabim v novinarstvu krajšence, ne, če jaz združim to, da pridejo Rusi najprej na Harley Davidsonih z rock koncertom in potem pojejo Born in the USA v ruščini kot himno novega časa, sklenem iz tega, da bi Rusi radi bili Američani. Ne. Za Olega zagotovo lahko rečem, da bi rad bil Amerikanc, čeprav je res, ne, to je dobro. Ne. To je skoraj tako dobro kot Thompson, ne? Če je kdo občudovalec. Ne? Ampak je pa en problem pri vseh teh bendih, ne? Tudi jugorok. Ne? Vsi zvenijo kot bendi iz ameriškega juga, tam iz 70-ih let, Allman Brothers Band, Leonard Skinner, te močne kitare,
bobni, vse od spredi in potem vokal, ki nosi vse skup. In jaz bolj slutim, kot da bi vedel, da to, čemu sledimo, je poskus imitacije ameriške politike. In je to, kar se meni zdi, ti ga imaš rad paradoksne, to, kar se meni zdi paradoksno, je to, da še zdaj Amerika je seveda vse zakuhala. Ta popularna je, veš, v resnici je Amerika in NATO so napadli Rusijo in oni se samo branijo. Okay, meni ni všeč, okay, cool, sem je treba reči, da je Amerika okupirala Rusijo že prej, da je ideologija, ki nosi tole, to ni kamuflaža. Jaz mislim, da gre za preprosto preslikavo fantazij o ameriški politiki v pač ruski socialni kontekst. Meni se to zdi nekaj, zaradi česar se praskam po glavi. Ko bi rekel, to so naši ljudje, te Rusi niso neke podobe zdaj teh čudnih živali, ki zdaj gledamo. Zdaj je Rusija praktično v našem pogledu, tam so vsi dehumanizirani. Mislim, niso samo disidenti ljudje. Tam imamo opravka z neko družbo, ki je treba resno vzeti, ker jaz mislim, da je vojna produkt neke frustracije, da pač ni šlo. In kako zelo ni šlo, se je potem videlo z vojno. In tle je drugo vprašanje zate, še minutko me je potrpljenja. Namreč, kako misliti vojno? A mi to sploh še znamo. Enkrat si ti o Hitchcocku, ma ne si večkrat, ko ponavljaš na iste štorije, si napisal, da imaš nek prizor na ulici, veselje, družina, tam ljudje grejo v trgovino, je mir, popoln se sonce, pol pa si sam mal premakne kamera in imaš Hitchcocka in vidiš, da je to horror film. In vojna ti naredi točno to. V hipu ti spremeni pogled in tisto, kar je bilo prej neka idilična podoba blagostanja, 30 letja dividend miru, kot je rekel Klemen Grošelj, naenkrat nimaš več plina, te straha, bozima. To naredi vojna, to te tja pripelje. Zdaj, kar je pri tej zgodbi treba razmisliti, je zakaj Ruska federacija zgublja vojno proti Ukrajini. Zdaj, prvi sklep ta hiter je ta seveda, da pač imajo ameriške svetovalce, Američani so urili njihove, pa Angleži, so urili njihove oficirje in so jih naučili pač kako se naredi taktične bataljone, ki imajo moč disperzije in koncentracije. Tle vidim, da je Miro Cigler v publiki, diplomant Jugoslovanske vojaške akademije, ti to lahko razloži, da so naredili manevrske enote, medtem ko na drugi strani imajo Rusi samo enote iz druge svetovne vojne, kjer vse orožje uporabljajo kot artilerijo. In to, kar si ti prej govoril o tem, kako jim gre slabo, tle jaz mislim, da pa si zares lahko začnemo uporabljati terminologijo, ki nam je domača. Tle gre zdaj za spopad s civilizacij, sem, da so kristjani na obeh straneh. In težava, dilema, pred katero te postavljajo, je, a si ti za Ruse, a si za Amerikance, skratka, če si za Ruse, tako ne velja, pa če si za Američane. In jaz mislim, da je to prazna dilema. Če se za hip identificiram s tvojim narodom,
Slovenci. Ne? Slovenci ste majhen narod in komu tudi jaz pripadam, ne? Ampak je pač tvoje. Ne? Kot vse drugo. In kaj mi tle noter delamo? Ne? Kje se lahko najdemo? Kje je kontekst, v katerem smo? V resnici NATO, Evropska unija, ja, to so pač neki vsakdanji okviri, znotraj katerih funkcionira politična retorika, ne, in ima učinke na realnost. Ne. Ampak kje se lahko mi najdemo? Ne? In vam povem, kje se najdemo. Na čem lahko utemeljimo nekakšen inteligenten odnos do tega, kar zdaj gledamo in v kar smo vpleteni. Ne? Jaz mislim, da na 51. členu ustanovne listine Združenih narodov, ki pravi, ustanovna listina Združenih narodov, jaz jo priporočam v branje. To je fantastičen tekst. Ne? To je tekst o miru, o prepovedi vsakega nasilja. Začne se z neko praktično ljubeznijo do človeštva in potem, ker je pravniški dokument, gre po paragrafih. Prvi paragraf, treba se zauzemati za mir, države bodo miroljubni poti reševale spore in tako grejo 1, 2, 3, 4, 50 členov. Ne? In potem pride 51. člen, ki je z drugega planeta. Tle imaš 50 členov o miru in to, kako ga vzdrževati, ohranjati, miroljubno reševati. Pa ne bolj imaš 51. ki pravi takole, da če država napade suvereno članico Združenih narodov, ima članica, mislim, da to rečejo naravno pravico do individualne in kolektivne samoobrambe in Varnostni svet Združenih narodov je dolžan vzpostaviti mehanizme, da tam ponovno zavlada mir. Ne? Direktno tako, jaz mislim, da znotraj tega, mislim, da ni problematično, ne? Da pravica do samoobrambe je element ohranjanja svetovnega miru. Ne? A veš, zdaj, to boš ti znal razviti, to noro dialektiko, ne? Da na vojni utemeljuješ možnost miru. Ne? Ampak eno je pač... Oprostite, prekinem pozitivno. Ja, treba to, veš zakaj? Zato, ker vsi pravi totalitarci so pa delali natanko obratno. Hitler je na miru utemeljeval vojno. Ja. To je formula. Hitler je skozi govoril ewige Frieden, večni mir, zato moramo pa malo očistiti Žide pa to, ne? Tako da se strinjam s tvojo formulo, prosti. Tako da zdaj smo mi v tej, se pravi, nemogoči situaciji, da moramo misliti vojno, v kateri hočeš ali nočeš, smo vpleteni in to, kar si ti prej samo mimo omenil, pač ta grožnja z jedrsko vojno. Ne? Zdaj, tle pa tako, jaz preden se je vojna začela, sem si že razbijal glavo, kako novinarsko to razumeti. Ne? Novinari smo fizični delavci, nismo intelektualci. Ne? Hodimo pa pač okrog in nabiramo. To je hunter-gatherers. Ne? In sem šel do romana Prodija, ne, sem vprašal, kaj je to. Ti bivši italijanski. Ja, bil je italijanski premijer, pa predsednik Evropske komisije je bil. Ne? In nekako lazil med temi, pač, a kdo ve, a kdo ne, eni so govorili, eni ne. In Ivan Krastev ni hotel govoriti z mano, veš, to še zdaj zamiram, Bolgarov. Ne? Bo kaj pa vem, mu nisem bil všeč. Ampak pol se rekel, ok, bom vprašal Rusa. Ne? Ja moram najti enega Rusa, da ga vprašam, kaj s tem. In sem najdel Ilijo Brautskacis. Je fantastično. Latvija, kaj tam ne? Ne, Moskva, mislim, Rus. In je, pri tvojih prijateljih pri Versotih je januarja izdal knjigo Disidence among Dissidence, zgodovina ruske levice po razpadu Sovjetske zveze, ta pravi luzeri. In sem ga vprašal, kako to razume, da bil je na demonstracijah, bežal pred policijo, vse dokumente ima urejene. Ne? Zdaj je v Istanbulu, je vtekel s punco,
pred kratkim, prav, ker ni bilo več možno, ne? In veš, kje je? Na Prince Islandu je. In kdo je živel na Prince Islandu? Trotski. Trotski, in tam je napisal zgodovino Oktobrske revolucije in tudi izdajo Oktobrske revolucije. Hiša je zdaj v ruševinah, sem šel pogledat, ne? Sem šel pogledat tudi tisto v Mek, so tisti, ker so ga ubili. No, ampak, in sem ga vprašal, Ilija, kaj je zdaj to, ne? Kako ti to razumeš? Ko on je umetnik, dela razstave in v tem okolju je doma, ne? Hkrati je pa pač profesor sociologije bil na neki Moskovski univerzi in sem rekel, kaj se je spremenilo? Kaj je premik? Ne? In je rekel tako, in tle bom jaz končal, prepustim pol tebi do konca. Je rekel, problem je etika odgovornosti. In pa se je rekel, Ilija, tega jezika ne uporablja nihče več. Kaj to je? Je rekel, ne, poglej, Reagan, Brežnjev, Gorbačov, to so bili gangsteri, vsi po vrsti, lopovi, mislim, da zapret, pobit, karkoli, no problem. Ne? Ampak ko so se usedli in je prišlo do vprašanja jedrskega orožja, so vedeli, da se o jedrskem orožju lahko govori samo na en način in to je skozi pogajanja o zmanjšanju števila konic. Oboji so vedeli, da ne sme v pogovor priti niti najbolj teoretična, brez žaljivosti do tvojega poklica, možnost, da se sploh govori o možnosti vojne jedrske. Ne. Je rekel, to je etika odgovornosti pred samouničenjem. Ne? In je rekel, to je zdaj izginilo. Je rekel, izginilo je v Rusiji, mislim, da je izginilo tudi na Zahodu. Da se ne sme niti reči, ker s tem že kličeš na srečo, ne? S tem, ko govoriš, ja, pa bomo malo taktično nekaj vrgli sam pa kaj, ne? Da si že odprl skrinjo, ne? In to ti pa pač vsak profesionalen vojak, in žal je zdaj treba govoriti s profesionalnimi vojaki, povedal, da to se ne konča. Ne? Veš, jaz sem generala našega Mihoš Krbinca, ne? To prav general. Še pa vidiš, ko se zamenja vlada, tudi njega zamenjajo kot poveljnika vojske, ne načelnika, vojak. Ne? Tam. In sem šel do njega, kaj je tisto, Polče, tam gor, kjer je zdaj, in sem rekel, vržimo zemljevide analizo, pa da mi naredi taktično analizo tega, kaj je na bojišču, se to razumeš, pa smo bolj sedela 2 uri, pa smo risali, veš, ko bi rekel, zakaj je vojska Ruske federacije tam pogorela pri Kijevu in kako so, kaj pravzaprav Ukrajinci, tudi zelo zanimiv pogovor je bil. Ampak za to štorijo je pa važno, da pa sem mu jaz rekel, dobro, kaj pa če vržejo atomsko bombo? In je vzrojil, pazi, a veš, general v uniformi, ne, bil je v mirovnih silah na Golanu, bil je poveljnik bataljona na Kosovu, takrat, ko je to nekaj štelo, ne, bil v NATO, tam na neki strateški službi in se ujezil name, kaj govoriš neumnosti, ne? Kakšne taktične, kaj je to? In je potem rekel, nekaj jaz nisem vedel, me je presenetilo, je rekel, atomske orožje ni del oborožitve nobene vojske, to ni orožje, ne obstaja konvencionalno orožje, mečemo malo bomb in potem imamo jedrsko orožje in imamo kontinuiteto. Je rekel, ne, jedrsko orožje je politično orožje. Do te mere, da recimo v Franciji atomske bombe sploh niso v domeni, niti blizu francoske vojske, ampak so izključno domena predsednika. In povsod tam, kjer je, imaš to ločeno od vsega ostalega, zato ker možnost jedrskega konflikta nas pripelje v neverjeten položaj, da se vprašamo, a se človeštvo, pri segrevanju ozračja vemo, da smo se odločili, da ne bomo preživeli. To je odločitev nekje pač padla, ne bomo.
Ampak to vzame 100 let, traja, se lahko navadiš po to, ne? Ampak ne sme priti do tega, da se pri jedrskem orožju odločimo, da v redu, dajmo probati. Ne? To ne sme priti v diskusijo in to diskusijo je treba ustaviti. Zdaj dve vprašanji zate. Ne? Prvo je to, kako je zgledan, bom rekel, bomo rekel, mislec našega časa. Ne? Ljubim ruke. Ne? Kako si ti prišel do tega, da, pokažite, prav zanima me evolucija tega, da rečeš, ok, pa naj NATO tle vstopi in naj pomaga državi, ki se brani. Ne? Z lepimi besedami rečeno. To me res zanima, kako to domisliš. Jaz sem ti povedal, meni je Gazmanov pomagal, hodimo okrog in vprašam ljudi in pol se mi razjasnijo stvari. Ne? Drugo je pa težava, jaz sem, par vojn sem jaz videl, veš, tako od blizu, ne? Kot novinar. Ne? Ampak nikoli nisem imel težav, kako misliti to. To sem se enkrat v Vukovarju tako razmislil, v kaj sem padel, z Ivedom Štandekerjem sva tja zašla, ga sva delala reportažo o avtocesti bratstva in enotnosti. Ne? In v Vukovarju je padlo 30,000 granatov, nas so goreli nebotičniki. Ne? In je bilo treba razmisliti, ne? Kaj to je. In sem jaz pol napisal tekst, da jaz sem brez vsakršnih dilem pogledal na eno in na drugo stran, jaz sem na strani Hrvaške. Tako ga potem v Bosni nisem imel nobenih dilem, bi bil, rekel, intelektualno, čustveno, pusti da profesionalno seveda, potem držiš nepristransko do tistih meja, do katerih je možno, ne? Ampak nepristranskost ne pomeni neprizadetost. Ne? To so dve različni stvari. Ne? Ampak in tam je bilo relativno enostavno, tudi izraelska vojska, palestinske osvobodilne organizacije, vseh sort, razumeš konflikt brez težav. Ne? Da v Južnem Sudanu se mi je tudi približno sanjalo, zakaj gre. Ne? Šele 2003, ko so Američani šli na Irak, sem praktično spal na Združenih narodih tam pred vrati varnostnega sveta. Ne? Ampak zdaj se pa vprašujem, kako misliti to, da je vojna. Veš, kako to sploh, vrhu, s kakšnim kategorijalnim aparatom, kot novinar jaz nimam težav, ne? Ampak imam pa tudi ambicija, veš, da bi kdaj kaj razumel, ne sem opisoval. Ne? Ampak se vprašujem, s kakšnim kategorijalnim aparatom se lahko tega lotim, da ne improviziram. Ne, da lahko rečem decidirano tle, pač ne mi praviti pravljic, ne, pravim, če se lahko oslonim na ustanovno listino Združenih narodov, v redu, mi pomaga. Sem deluje kot Bergla, ker jaz vem, da tista ustanovna listina praktično ne priznava nobena sila na svetu več, ne, kar je pa pri tej stvari važno, je to, da ustanovne listine Združenih narodov Amerika ne rabi. Vladimir Vladimirovič, ne, tako mu je ime, namreč tej abstraktni figuri Putina, da tudi on ne rabi tega. Ne. To rabimo mi, ker nimamo nobene druge zaščite kot to idejo kolektivne garancije, da vojna ni v redu. Ne. Tle me zanima, s kakšnim kategorijalnim aparatom se ti lotevaš tega, da smo v vojni, če se strinjaš, da smo v to zašli. In zdaj ti pustim večer, bom te poslušal, ker me res zanima, kaj misliš. Ne boš dobil odgovora od mene polnega, ker danes nisem v polno prisebnem stanju, bom samo točke naštel
na tvoje prvo. Jaz ne bi rad preveč zavlekel, ampak je tako škoda, ker mene, pa jo bom za nalaž, da te ponižam, jaz povzel, mene je prizadel, ko si mi orisal pol, ko si sedel na tisti kavarni, v tistem mestu, ki je glavno Krima, pa ne vem, in kako je tam bila kasarna in so prišli neki Rusi z uniformami brez oznak in kako so Ukrajinci preprosto udali. 2014. Ja. 2004, ja vem, ja, ampak pustimo to zdaj, da ne zavlečemo, upam, da boste potrpeli teh par pripomb. Prvo, ta tvoj Oleg, ne? Ja. Je velik. Imam še veliko teh norosti, ti rok dam. Ja, ampak veš, kaj je mene ravno, tukaj pa malo mogoče drugače gledam, ta primerjava z Born in the USA, ne? Dobro, to je hit moje relativne, nisem bil čist mladosti, ne? In sem šel prav danes pogledat besedilo. A veš, Bruce Springsteen je, karkoli že mislimo, neke vrste pravi levičar. Besedilo je blazno besno kritično do Amerike. Besedilo opisuje nekoga, ki je revež, vse se mu družinsko zajebe, pol je mobiliziran v Vietnam, tam umre norišnica, zapor, ne vem kaj. To pomeni Born in the USA. A veš, ne? In perverzno je, kako to je Amerika. In kaj naredijo Rusi iz tega? Ne Američani, Rusijo preko prenosa idealizirajo. Rusi so tukaj ideološko vzeto skoraj bolj Američani od... Problem je v tem, da Rusi hočejo biti Američani, Američani pa vejo, da Bruce Springsteen, da ne moreš, ker še nek bi poudaril tukaj. To me je zelo zanimalo, ker jasno, projekt je putinovski, vse je del velike ruske zgodovine. Peter Veliki, Suvorov, tisti iz časa pred Napoleonom, ali od Katrine Velike, ne vem, veliki general Žukov, vse je všteto, ne? Pa me je zanimalo, dokje ta tvoj Oleg gre, ne? Herojsko omeni tudi KGB, pa oligarhe in reveže, ne? Jaz sem samo mislil, veliko bi mi bila bolj všeč pesem, če bi šel do kraja. Pa bi rekel, rojen sem v Sovjetski zvezi. Pa bi rekel, holodomor, čistke in gulag. Tudi to je moja. Ampak, moja strana. Kaj? Moja strana. Ma ti razgovoriš rusko? Pa nimajo nonega vrju, če veš, kaj to pomeni. Ja. Dovolj pa, da to rečem tistim, ki pravijo, ne gledaš ruske strani. Jaz sem tukaj proti Rusiji, se opravičujem, ampak jaz samo ruske vire berem. Tako kot ti, Oleg te je naredil. Ne? Dobro, čist, da grem neki naprej. A veš, kaj me tukaj strese? Spet to je operacija ideologije v čisti obliki, da ga sploh ne zanimajo protislovja, ni programa. Program je vse Rusija, bogati, reveži, a veš, po svojem je to kot čista norost skoraj simpatično, a veš, kaj bi, če bi v Sloveniji Oleg bil pri Janši. Pol bi moral pet, a veš, fojbe, partizanski zločini, belogardistični, Born in Slovenija, vse je to Slovenija, pa to, skoraj bi bilo to lepo. Ne, resno hočem reči, da lekcijo, ki sem jaz od tebe vzel, je, da to je realna vsakdanja ideologija. Sam ta abstrakten občutek, vse to smo mi. In to me samo utrdi v tem, ker sem jaz prej rekel, da namreč praznina te besede, recimo, koliko od vas ve, odkje prihaja izraz Rus? Ne iz ruščine, vikingi, ki so, tako sem vsaj prebral, vikingi, ki so tam trgovali, oni so upeljali, ampak grem hitro. Kaj? V Kijevu. Ja, gremo naprej. Ti me vprašuješ o NATO, pa to zakaj, ne? Kako si prišel do tega? Zelo preprosto, začelo se je v Kurdistanu in tukaj z mojim velikim sovražnikom prijateljem sva se še zadnjič ujela s Čomskim, ki je tudi rekel, umik iz Kurdistana, ki ga je Trump speljal. To je edina točka, ki jo jaz poznam,
ko je sam Chomsky rekel, točno tukaj, kjer bi morali Američani ostati, kjer bi toleriral, pa ne, ker so prepustili Erdoganu in Asadu. So pustili tam območje. Podobno je po mojem z Afganistanom. Tukaj sem imel prvi spor s človekom, ki je še bolj zoprnkati, s katerim sem sedel tukaj, Varoufakisom, ki ne vem, če se spomnite, nek grozljiv tekst je napisal kot reakcijo na ameriški umik iz Afganistana, ki so talibi prevzeli, ne? V bistvu je njegov tekst bil v tem. Kljub temu, da nas mora zdaj skrbeti za ženske v Afganistanu, je pa to veliki poraz zahodnega imperializma, velika zmaga antiimperialistične borbe. In zdaj pridem do mojega argumenta, veš, kaj se mi je zgodilo in isto je Ukrajina, isto je Afganistan, isto je tam, isto je bilo, bom začel z neko drugo zgodbo, ki je del iste logike, nisem izmešalo, a se spomniš veliko mojih levičarskih prijateljev, ko so naredili sporazum Severna Makedonija, s čimer naj bi se vse uradno rešil spor za ime Makedonija-Grčija, ne, so rekli, pa to samo služi NATO. To so Makedonci postali del te igre. Pa sem jim jaz rekel, pa kaj to pomeni? Makedoncem in Grkom je to dalo neko možnost. A nimajo Makedonci pravico reči, a smo res samo tisti peon, kako se reče, točka, vložek v igri vzhoda-zahoda in se moramo v imenu nekih višjih interesov, samo da NATO ne bo profitiral, se moramo isto de facto tisti, ki so slavili umik Američanov iz Afganistana, isto jim rečem. Jaz sem imel tam veze, a veste, da v Afganistanu sem imel grupo, ki me je brala, organizirala je marksistični krožek, zahodni marksisti so že hodili tja, to hočem reči, ja, ameriška okupacija groza, ampak civilna družba se je začela... Jaz imam tebe res rad. Veš? Kaj? Kaj praviš? Res te imam rad. Jaz pa ne, nesrečna ljubezen, to vemo. Ne, ampak to hočem reči. Najbolj tragično, ta logika me skrbi, v Afganistanu so žrtve ženske. V bistvu je bil message logike, ki jo je zagovarjal Varoufakis, sorry ladies, oprostite gospe, vi boste zdaj malo potrpele, ampak počakajte malo, res važna stvar je antiimperialistična borba, ne? Tako da, in isto se dogaja deloma z Ukrajino. Ja, edino NATO jih je lahko rešil. Kaj ne bi Ukrajinci rekli? Vemo, Putin je slab zločin, ampak ne bomo mi podpirali NATO vojaške industrije in raj pustimo, da nas... To se mi zdi celo pravi marksizem ali socializem v nekem pomenu. Nikoli ne poniži partikularno grupo, homoseksualce, ženske, dobro, ženska so partikularna večina. Manjšina, ok. A so manjšina, je več? 51% samo. 51? Ja. To je pa pol večina? Večina smo mi. Ja, dobro, ne, to hočem reči, da a se s tem ne strinjate, nikoli, če kaj mora definirati levico, jo mora definirati to, manjše enote, narodi, skupine, nikoli jih ne smeš reducirati na nekoga, ki naj se žrtvuje za nek višji splošni interes. Samo še par točk, pa bi rad, da ti malo udariš, predno damo glas ljudstvu, če bo še kaj časa. To si zelo dobro rekel, ta problem atomske vojne. A ja, še nekaj imam za NATO. Ja, pa ljudje sploh ne vidijo, kaj se danes dogaja. Da NATO ni več tisto, kar je in razgradnjo NATO je začel že Trump in že pred njim celo Bush, ki je jasno rekel, Bush je mlajši, je že razvil ta koncept ne več NATO, Amerika sklepa partikularna zavezništva tam, kjer jih rabi, ampak dobro, da se ne zgubim, grem naprej. Atomska vojna. Veš kaj mene skrbi? In tukaj, ker smo le v Sloveniji, jaz nerad hvalim Slovence, bi pa le omenil ta dokumentarec Sarajevo Safari. Veste kaj, vsega poznate, ne bom zgodbe, veste kaj me fasciniralo? Jaz sem se vprašal nekaj drugega. Zanima me subjektivna pozicija tistih
in to je zanimivo zvedeti, ni bilo veliko Rusov. V glavnem so bili to Američani, Angleži, Italijani, pa tako, tistih turistov, ki so si plačali, da so A ni njihov odnos ta? Realni svet je tam dol, jaz sem pa tukaj gor na varnem hribu in preskok, ki ga jaz naredim, to je moj naslednji članek, ne bom vas zdaj moril, je, da a ne dela nekaj podobnega Medvedjev, to me je streslo. Pustimo zdaj, koliko je on Medvedjev, bivši predsednik Rusije, Putinov, zdaj je postal trdorokec, ko je rekel nekaj tako čudnega, dvoje je rekel. Prvič, odkrito govori, če bo treba, bo Rusija taktično atomsko orožje porabila, tudi če bo to pomenilo, to je parkrat rekel, konec človeštva. Je enkrat uporabil. Veš kaj, Ja. Ja. Meni se zdi tako, vse to je simpatično, iskati ekscese v vojni. Ne? Pa to ni Veš, eksces. Ne, pazi, to je, recimo to, da safari, pa to, da trgujejo z organi. Ne? Poglej, je neka navada, ne, da rečeš vojna, ja, vojna je strašna stvar, ne? Ampak znotraj tega moraš najti neko specialno grozo, ne? Nekih zdravnikov, ki trgujejo z organi, nekih otroke, ali karkoli. Ne? Ni treba. Vojna sama po sebi, čisto regularna vojna, kjer se na nekem naseljenem območju srečata dva taktična bataljona regularne vojne, je dovolj strašna, da ne rabiš iskati nekih specialnih groz, nekih velikih perverznosti. Pazi, že to, s čemer imaš opraviti, ne? A veš, ko zdaj, ko imaš, ljudje imajo to veselje, poglej te kolone tankov, kako lepo smo jih zažgali, super, yes, ne? Na obeh straneh je tako strašno trpljenje. To je taka devastacija. Eno prijatelj Mokaj se zdaj zapeljal čez Donbas, oziroma če od Harkiva dol, ne? In je me klical tam iz neke vukojebine, ki seveda telefoni delajo, ne? In je rekel, Ervin, pa to ni mogoče. To je, sem v mestu, ni v njem žive duše, so podgane, pobegnile. In tisto malega, kar tam je preživelo, zdaj se boji zime in čaka, a bo dobile neke izolirane kontejnerje, da zimo preživijo, ne? Skozi to pa pač drvijo mehanizirani bataljoni z vsem železjem, ne? Ampak to čista najbolj regularna vsakdanja vojna je pošastna. Čakaj, tukaj pa je zdaj imamo še malo napetosti, zdaj popravil prvič, jaz mislim, čeprav je to zelo tvegana teza, da je to postalo šele po francoski revoluciji. Jaz trdim, če dalje bolj občudujem vojne do francoske revolucije, pri čemer sem za francoske revolucije. A veste, kako je takrat potekala, razen če ni bilo zraven naravnih nesreč pa tega, kako je takrat, to je drugo, kuge pa to, kako je tak, pa si imel bojišče in sta se vojski srečali in sta se špikali mal in potem, ko je bilo jasno, kdo zmaguje, so se umaknili in so se zbrali na veliki večerji, potem naslednji dan nasprotniki in na podlagi tega so se pogajali. Da se pa je zdaj mal bahan. Ko sem zadnjič govoril s Hararijem v Bruslju, mi je on rekel nekaj zelo zanimivega, ker on je v bistvu statistik, pa je gledal zgodovino, še glavna žrtev vojen, to, kar ti opisuješ, sploh niso bile to puške pa to. Ko je Napoleon šel v Rusijo in nazaj, je med 80 do 90% vojakov umrlo zaradi lakote, zime in kužnih bolezni. To je bilo veliko hujše in pravzaprav je šele prva svetovna vojna bila do neke mere prva vojna, kjer so začeli upoštevati, kjer so prvič tudi civilno prebivalstvo zadnjič in so pa hkrati, in zdaj pridem do lepega paradoksa, prvi, ki je
probo narediti nek humani pristop do vojske, so bili Japonci. Že po tisti rusko-japonski vojni 1905, ki je sprožila prvo rusko tisto proteste, še ni bila revolucija, je Japonce zgubilo, ker so ugotovili isto. Večino vojakov smo zgubili zaradi mraza, tega in tako naprej, in so ustanovili enoto, ki je prva probala zmanjšati ta horor vojne, da ljudje ne bi brezsmiselno umirali, kaj lahko potrpijo pa to. Kot vedno v življenju ima vsaka lepa zgodba grozljivo ozadje. Ta isti človek, ki je to organiziral, oče humanitarnega pristopa, zavaramo vojake in to, je, downloadite si knjigo, pozabil sem naslov, a veste, da so imeli med drugo vojno pri Harbinu tam v Mandžuriji gor, Japonci neki laboratorij, proti kateremu je Mengele Dobričina vaški zdravnik. Bilo je samo japonskih zdravnikov in strežnikov par tisoč, 10 000 Kitajcev so tam mučili na vse mogoče načine, očesa jim iztikali, jih podhladili, počasi jim spuščali kri, da bi našli mejo, zdaj pa pride ironija. Kaj se je s tem zdravnikom velikim pol zgodilo? Američane so tako zanimali rezultati, da so naredili z njim deal, to je en mega etičnih škandalov. Leta 1945 ali pol se je Japonska predala, ti nam dej vse dokumente, ti pa anonimno preživiš v Ameriki. In je potem z drugim imenom predaval do srede 50 let v Ameriki, potem pa, ampak pustimo to. Veš, na kaj bi jaz tukaj navezal proti tebi, kaj praviš? Ne, jaz pa mislim, da to ni tako enostavno. Ja, se popolnoma strinjam s tabo, se nisem nor. Vojna je strahotna stvar. Samo jaz mislim, da... Je manj strašno, če zmagaš. To je prvo, ja, zelo cinično. Drugo, paradoks, ki si ga že ti razvil. Že sem spet, kaj naj Ukrajinci naredijo? Ali bi rekli, ne, vojna je grozna, raje se ne gremo, ali kaj? Težava je v tem, da včasih preprečiš na žalost večjo globalno vojno samo s polnim vojnim angažmajem. Sprejmeš ta paradoks. Absolutno. In vem, kako je vojna grozna, samo kot si sam rekel, še to bi dodal, je pa s tem z potencialom nuklearne vojne, pa pridemo na neko drugo raven. In tukaj se strinjam s tabo, zdaj so pred leti, ko je bilo še malo bolj mehko, so Rusi odprli arhive in tudi Američani glede kubanske krize. Skoraj sem postal rusofil. Kennedy... Kako bi postal? Ja, dobro. Kennedy je točno probo igrati to odgovornost, je pa probo blazno miriti svoje generale, ki so hoteli več takoj napad na Kubo. Blazno je pa zanimivo brati, tukaj Hruščev dejansko mogoče ni bil popolna svinja, to mislim resno, naklonjen za njega. To je tako tragično brati pismo Hruščeva Fidel Castru, ki je hotel bombardirajte Ameriko, in notranje od politbiroja. Glavni problem Rusov je bil, to me je prav prijetno presenetilo, Američani so bili obsedeni od tem, kako se reče, blink avert the eye, gledamo se, strahopetec je tisti, ki pogleda stran, ne? Ruski problem je bil, a imamo pravico celo človeštvo žrtvovati. Kaj pa milijarde v Afriki, Aziji, ki nimajo nič s tem, pa bojo najebali. Vsa čast Rusom in s tabo, zdaj pa navežem na to. A se ti ne zdi, da na neki ravni, tukaj bom branil svojo pozicijo, ma ta Sarajevo safari ni eksces, ker na neki ravni, da lahko streljaš nasprotnika, ga moraš depersonalizirati med distanco. Danes vojne niso več tist, pogledava se iz oči v oči, kdo bo zabodel. Danes so vojne iz distance na neke gumbe pritiskaš in jaz mislim, da če dalje bolj je model vojn, a niso Rusi naredili
isto, če prenesem na Srbe. Niso mogli direktno zavzeti Sarajeva, pa so šli na hrib nad Sarajevom, pa od tam probali, pa jim ni ratal, snajperirali, pa to in zdaj bom samo to rekel, niti ne dopolnil tebe, tukaj me je, kot si ti rekel, ta odgovornost, ne? Tukaj smo na ravni Hegla, zdaj bo pa malo filozofije, ne ide vam. A veste, tisti najbolj slavno podpoglavje v Heglovi fenomenologiji duha, gospodar hlapec. Se soočita tisti, ki se boji umret, postane hlapec. Heglova lekcija tukaj je zelo zanimiva in ponovadi spregledana. Je, da če noben ne bi popustil, potem bi ali drugega pobila, ali bi pa en pobil drugega in ne bi bilo zgodovine. Zgodovina se začne s tem, da je enega groza in se umakne, ne gre do konca. To se izjemno zaostri z nuklearno vojno, ko problem zmagovalca ni, da ostane sam, ampak da še on ne ostane. In zato, zdaj pa pridem do tvoje točke. Kot si sam rekel, se strinjam s tabo o vojni, samo, a ni nor sklep, da, nate se bom skliceval, da je pa nuklearna vojna čisto druga kategorija še na višji v ironičnem pomenu ravni in tukaj me je stresel Medvedjev. Zakaj? Pred par dnevi je dal izjavo, ki gre v čisto nasprotje s temi levičarji, ki pravijo, diskretno se treba pomeniti o miru. To, kar je Medvedjev rekel, je, da je zavestno formuliral pozicijo, da ja ne bi omogočil Zahodu tega. Veste, kaj je rekel? Rekel je prvič, riskirati moramo tudi nuklearno vojno, tudi če pomeni konc človeštva. In spet, jaz mislim, tukaj pridem do Sarajeva, da je tukaj na tihem sebe izuzel. Čeprav se je racionalno zavedal, vsi bomo pečeni, zamislil si je pa, da je človeštvo dol v dolini Sarajeva, on je pa gor, bomo končali. Mislim, ti boš končal v Gulagu, ker nas prekinjaš, ampak to je drugo. Ne, se bom takoj končal, ampak najbolj groza me je bilo nečesa drugega, ki je Medvedjev rekel, Zahod bo popustil, zato ker, če mi uporabimo taktično orožje, si Zahod bo raj prenesel ponižanje, si ne bo upal odgovoriti, kot da bi udaril nazaj. Kaj točno to? Ja, ampak veste, kje mi je to groza? Racionalna taktika bi bila, da tiho delaš za mir, tako da pustiš to, kar vsi govorijo, save the face. Ja, ampak, samo to sem hotel reči, ampak, dobro, se boste polog, sam končal bi, kako bi rekel, cilj naj bi bil mir. Mir pomeni nobenega preveč ne ponižaš. Samo končam, če lahko pol imate besedo. Jaz hočem to reči, da če bi Medvedjev resno bil za mir, bi diskretno grozil z nuklearnim orožjem, ne bi pa formuliral zahodni ne proti napad kot ponižanje. S tem je on potisnil Zahod v pozicijo, da če ne bo udaril nazaj, ne bo to racionalen kompromis, ampak bo ponižanje. In to se mi zdi grozno. Rusi, ki hkrati trdijo, zdaj so potrebna pogajanja, mir, retorično pa formulirajo zadeve tako, da ne more priti do resnih pogajanj. Druga točka, samo končam, upam, da se tukaj strinjava. Odkje ta ideja, da so levičarji ekskluzivno bližje Rusiji? Poglejte Zahod, Trump, zahodnoevropski skrajni desničari, s par izjemami, Le Penova in tako naprej, Trump,
Moj veliki prijatelj, večji kot ti, Jordan Peterson, je zdaj karte pokazal. Zato pravim, da jaz vidim nevarnost v tem, upam, da se boš strinjal, da če bojo Trumpovi republikanci zmagali, bo nastal nek nori svet, kjer bo prišlo do nekega pakta in Trump gre na to. A niste opazili, Trumpovo geslo America First je pomenilo, nočemo več biti globalna sila, ker je lepo. Ampak slabo je pa to, da Amerika, polfašistoidna regionalna sila, skupaj z Rusijo, dobro, Kitajska je poseben problem, kar se pa tiče, s tem pa res končam. Sem govoril s prijateljem Bahanje Hararijem in on je rekel, njega muči, to me je spomnilo, ker smo po telefonu govorila, kaj si mi ti rekel. Njega muči to, da recimo prav ob tej vojni, pa je rekel, ne ve dovolj ukrajinski, ne? Zakaj se obe strani, predvsem Rusi, gresta to vojno, ker pa veste, da tudi če zmagaš, bo škoda materialna in v ljudeh in tako naprej veliko večja. Zakaj iti v vojno, ko veš, da nihče ne bo materialno profitiral? Moj odgovor tukaj, ki ga nimam časa zdaj razvijati, ker sem že preveč govoril, je izjemno pesimističen. Tukaj je bil Marx prekratek, po mojem. Ne da se vsega zvesti na neke ekonomske interese kapitala in tako naprej. Je neka logika, ki spade visoko etična, logika časti, ponižanja in tako naprej. In to je moja kritika današnjega sveta. Ponovadi se jamra, preveč smo egoisti. Ne, premalo smo egoisti. Vsak dober egoist je ekolog, ker ve, če ne jaz, pa moji otroci bojo čutili in tako naprej in tako naprej. Problem ni preveč egoizma, problem je grozljiva patološka etika, v katero smo ujeti. Kot je spet moj prijatelj desničar Sloterdijk rekel, nalog danes je civilizirati sam odnos med civilizacijami. Še vedno živimo v logiki, v katero je stal ujet še Hegel, ko je rekel, v privat življenju smo egoisti, etični trenutek je vojna, ko ti žrtvuješ življenje za svojo domovino. Najvišje, vem, blagosloviš me, ja? Ne, in hočem to reči, da danes ta logika več ne gre, da je model etičnega dejanja vojna, ker takrat pozabiš na svoj omejen interes in deluješ za svoj narod. Če bomo v tej logiki sledili, potem smo vsi na poti v en drug moj ideal v Severno Korejo. Amen. Bom jaz le končal. Daj mi samo eno minuto. Hvala lepa. Mislim, da bojo vprašanja še sledila kdaj drugič, ker imamo zdaj naprej program. Še enkrat hvala Slaviju Žižku. Nimamo vsaj, jaz ne bi rad, kaj tam nekdo hotel, pa tam, a tudi 5 minut. Lahko, no, eno vprašanje, prosim. Da ne bi spadli. Naj nekdo užge štoparco. Kdo bi, ali tam, nisem tudi razumel niti. Ja. Se močno opravičujem. Se vam ne zdi, da nasplošno ta prikaz Medvedeva je samo poskus postaviti neko močno figuro, ki bi lahko nasledilo stranko Zjedinjene Rusije? Misliš, da je to? Jaz stikam vse. Misliš, da je to? Jaz mislim prej, lahko se motim, mogoče ti poznaš bolj situacijo, ne vem, kaj smo, jaz mislim, da prvič, kako si ti rekel, da ti je rekel en prijatelj, da je Melonijeva furbeta, zvita, ne podcenjevati, do kire mere Putin igra podobno igro, biti previden. Jaz sem zvedel od svojih prijateljev nekaj edinstvenega. Ma, koliko prijateljev imaš? Kaj? Koliko prijateljev? Tebe ne, imam pa zato veliko drugih. Da je Putin, nima samo te norce, Dugina pa te, ima neko celo ekipo mladomarksistov, ki mu pa prilagaja program za tretji svet. Oni mu dajo vse te argumente, mi se borimo s tretjim svetom proti zahodnemu izkoriščanju in tako naprej. In mislim, da Putin zavestno igra to pluralno igro. Medvedjeva, in to je sjajna ironija, ki je bil pred 10 leti, njegova dolžnost je bila igrati zmirneža. Medvedjev, a si videl, je zdaj pa naenkrat postal trda roka.
in tako naprej. To je neka izjemno perverzna igra in mislim, da, bom nehal, edina rešitev je v tem, da se nehamo ukvarjati s tem problemom, kaj je v Putinovi glavi. Jaz mislim, da če kdo tukaj deluje racionalno v grozljivem pomenu, v pomenu uveljavlja neko strategijo, ki je jasna, je to Putin. Ukrajinci se tudi borijo zase, edini idiot je Zahod, ki ne ve, kaj hoče tukaj. Še kdo? Pa mora zaradi simbolične uravnoteženosti še kakšna ženska polka reči, to, da lahko rečemo, da... Imam prvo vprašanje vezano na, kako bi rekel, javni interes, na zgodovinski interes in nacionalni interes. Ja. Ko govorimo, bi mogli poznati dialektični materializem po Koršu. Zdaj, če gremo čisto... A je on uporabljal ta naziv, ni govoril o historičnem. Historični je zgodovinski, zaradi tega, ko pa lahko govorim tudi o, bomo rekli, o Vidmarjevem plemenu. Če v ustavi piše, da je samo odločba slovenskega naroda, ni države, ki mora pisati nacija. Kurdov je 45 milijonov, pa so narod, pa niso nacija. Ampak pustimo te zgodbe. Ja. Prva zadeva je vezana na 25. člen statuta OZN, ker izrecno govori, da je treba pri Generalne skupščine Varnostnega sveta vse države izpeljati zadeve. Pa ni, recimo, Republika Slovenija tega sploh speljala za svobodno tržaško območje, ki ima trajni statut. Druga zadeva, zgodovinsko je, kako bi rekel, popolna polomija, jaz ne bom govoril zdaj od Suvorova, lahko bi govoril od Kutuzova, od Dnevna, celotne zadeve. Rusi niso ta zadeva, ko jo govorite, Ruriki so nastali za združevanje Slovencem in Varjagov, pod drugim imenom Normanov. Ampak se to niti bistvo v Novgorodu, če bi zavedel. Druga zgodba je bolj pomembna. Govorili ste o, bomo rekli, komunistični revoluciji. Ta se je začela z, bomo rekli, Kerenski marca. To so bili... Nisem razumel. Kerenski marca. Kerenski, ja. Torej, to so bili prvi komunisti manševiki. To je bila vojna proti, bomo rekli, kadetom, proti eserom in tako naprej. To je prva zgodba. Torej, potem so pa očistili neprilagojene elemente v novembrski revoluciji. Mi imamo julijanski koledar, morate poznati. To vem, ja. Torej, zgodovino in ko se je očistila zgodba, je nastala zadeva. Torej, ozemlje je pa popolnoma jasen. Ukrajina, Malorusija, Besarabija, bomo rekel, Podolsko visoravje, Užgorod je slovaško mesto. Torej, povejte mi, kje je pol meja, če meje sploh niso bile določene. Zato pa pravim, ne se meje, jaz sem tukaj samo resigniran. Se pravi, sprejeti je treba v osnovi meje, ki so, ne brskati po preteklosti, ker boš samo grozo sprožil. Imam eno... Ja, meje so nora iracionalnost. Najbolj modra stvar, ki so jo naredili Afričani po dekolonizaciji, je, in to je preprečilo veliko večjo katastrofo, je, da so se zmenili, kakorkoli so že noro zahodni kolonialisti zarisali meje, mi jih ne bomo spreminjali. Čim začneš na to, kje je kdo bil pred 500 leti, pol, ker si mi je sicer lepe sanje, pol, a ne bi kaki Putinovi Slovenci začeli reči, jebem ti, kaj pa ta Koroška, veš? Jaz bi rekel, vsaj do Linca, ali tam nekje, če že ne do Dunaja, ne? Ne, hočem reči, nora je ta, ampak kaj je vaše vprašanje? To vem. Moje vprašanje je zelo enostaven. Če se ne spoštujejo mednarodni sporazumi, če se ne spoštuje konferenca o evropskem sodelovanju varnosti Evrope od Helsingov 75. leta, torej zdaj to organizacijo 92. leta, če so možni, kako bi rekel, specialni posli, zakaj se pol bori za tuje interese? Tretjina Ukrajine je v ameriških 3 skladih. Ta prva zadeva. Torej, kaj pol delamo? Ja, jaz samo ne bi tega sklepa potegnil. Ravno omenili ste ta Helsinki, tisti sporazum o človekovih pravicah, tam pa ga poznam detaljno. Stvar je izjemno bolj zapletena. Seveda ga Rusija ni spoštovala, to se moraš tudi ti, se nisi tako mlad spomniti, ampak Helsinki sporazum, ki je formalno garantiral človekove pravice, je pa dal izjemno spodbudo ruskim disidentom, ki so si več upali. Ne, moj osnovni žalostni nauk, ki to tudi do vojn pripelje, je, besede imajo svojo težo.
nikoli ne narediti tega koraka, tega itak nihče ne spoštuje, pol pa delamo, ker hočemo. Zakaj zdaj Ukrajina, ki ni naša? Ja, to nam govori Putin skozi, po domače povedano. In tukaj se pa mogoče midva ne strinjava. Jaz ne mislim, kot mi nekateri levičari govorijo, ti si fašist, ti nisi to. Ne med levičarji. Ja, si to zelo. Jaz sem komunist. Jaz ne mislim, kot nekateri pravijo, da Putin itak hoče samo košček Ukrajine, to je samo ideološka blodnja, da bi upravičil. Ne, to ni res. On je mobiliziral neko dolgoletno, 100 let skoraj že zdaj staro rusko tradicijo, pri kateri, da rečem nekaj najbolj groznega, celo Dostojevski ni nedolžen, da bi rekel nekaj grozljivega in s tem končam. Dostojevski, kot ga radi pri nas nekateri citirajo, ne bi rekel tisto, Rusija se vedno žrtvuje, rešila je Evropo pred Napoleonom. Jaz pravim, ne bezaj globoko tukaj, ko bom začel sanjati. A veste, kako lepo bi bilo, če bi Napoleon zmagal? Pa najbrž ne bi bilo ne nacizma, lepa Evropa bi bila. Tako da, hvala lepa za to pomoč. Kar pa se tiče Kerenskega pa to. Ja, si to je Lenin izkoristil. Ja, lepo. Samo Kerenski je naredil par usodnih napak, kompromisov. Prvič, da je šel z vojno naprej, ki je nihče ni hotel. Drugič, da ni hotel razlastiti kmetov in tako naprej. Kerenski, ja, je bil, vem, mislim, socialdemokrat, to treba poudarjati, vem, oktobrska revolucija, vem, ni bila revolucija proti carskemu režimu, oktobrska revolucija je bila revolucija proti, rečem grobo, pa sem še vedno za Lenina, demokratsko izvoljeni socialdemokratski vladi. Neham. Hvala. Ne bo